Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Cvetana Priol. Učiteljica glasbe, božja služabnica Cvetana Priol je bila Mariborčanka. Po klasični gimnaziji in maturi se je odločila za študij glasbe. Med drugo svetovno vojno so Nemci Priolovo družino preselili v Gradec. Leta 1944 so Cvetano poslali na prisilno delo v tovarno tankov v Kapfenbergu. Po drugi svetovni vojni se je Priolova družina vrnila v Maribor in Cvetana je začela honorarno učiti na glasbeni šoli. Zatem je odšla v Ljubljano na glasbeno akademijo. Zaradi bolezni je morala študij opustiti. Ko si je nekoliko opomogla, je bila leta 1956 nastavljena kot učiteljica glasbe na Državni glasbeni šoli v Mariboru, kjer je poučevala do upokojitve leta 1969. Zadnja leta je veliko trpela zaradi bolečin v želodcu. Bolezen je junaško prenašala v popolni predanosti Bogu. Umrla je v sluhu svetosti 11. avgusta 1973 v Mariboru. Njen duhovni voditelj, jezuit, pater Jakob Laura, je v njej zapisal: Cvetana je svoje življenje ponudila Bogu kot zadostilno žrtev, da Bog ohrani Slovencem vero in cerkev. Bog je to njeno ponudbo sprejel. Kmalu se je začel njen križev pot po bolnišnicah in sanatorijih. Trajal je do njene smrti leta 1973. Cvetana Priol je pisala duhovni dnevnik, ki je prvič izšel leta 1997 pod naslovom Darovana. Škofijski postopek za njeno beatifikacijo se je začel 1. marca leta 2003. Med obema vojnama se je v slovenskem, evropskem in tudi širšem prostoru uveljavil učitelj in strokovnjak sadjarstva doma blizu Frama Josip Priol. Po študiju v Avstriji in praksi v Podlehniku je nekaj let predaval sadjarstvo in čebelarstvo na Agronomski fakulteti v Zagrebu. Od leta 1928 je bil ravnatelj vinarske in sadjarske šole v Mariboru. Tam je leta 1937 organiziral vsedržavni sadjarski kongres z razstavo. S hibridizacijo je vzgojil več sort jablan in breskev, ki so danes razširjene po vsej Evropi in v Združenih državah Amerike. Napisal je več knjig in priročnikov, med katerimi so Ameriški način sortiranja in ukladanja sadja, brezalkoholne sadne pijače, sadjarske zadruge, škropljenje sadnega drevja. Po njem se imenujeta Priolov deliše in Priolova breskev. Josip Priol se je leta 1921 poročil z uradnico Amalijo Mileno, rojeno Ribarič. Dom sta si uredila na obrobju Maribora, ob vznožju Kalvarije. Na Josipov 23. rojstni dan, 19. februarja leta 1922, se jima je rodila prvorojenka. Krščena je bila 12. marca v mariborski stolni župniji svetega Janeza Krstnika in dobila ime Cvetana Amalija. Sama je v dnevniku pri 30 letih o svojem imenu, ki ga je razumela kot znamenje svojega popolnega darovanja Bogu, zapisala: Kako so mi starši dali ime Cvetana? Čitali so povest iz časov starih Slovanov Darovana. V njej se hči poganskega čarovnika Duba pokristjani in se odpove svetu, da bo služila Bogu. Imenovala se je Cvetana. Cvetana je v nekaj letih dobila še dve sestri, Boženo in Nevenko. Mama je ostala doma in se posvetila vsestranski vzgoji deklet ter gospodinjstvu. Zaradi očetove službe niso živeli v pomanjkanju.
Vse 3 sestre so obiskovale osnovno šolo pri šolskih sestrah v Mariboru. Tako doma kot v šoli so se oblikovale v verskem in narodno-zavednem duhu. Cvetana se je zatem vpisala na klasično gimnazijo in ker je imela izreden smisel za petje in glasbo, so ji omogočili tudi učenje klavirja. Pri 17 letih se je naskrivaj odločila, da bo svoje življenje darovala Bogu. In kot da se ni zgodilo nič posebnega, nadaljevala svoje življenje. Zavedala pa se je, da je Bog tisti, ki jo vodi. Bila je veselo, družabno dekle. Kmalu je pokazala tudi svoje voditeljske sposobnosti. Nekoliko mlajša dijakinja Jožica Senegačnik-Snoj, ki je ostala prijateljsko povezana s Cvetano do njene smrti, je o tem zapisala. Bila sem v 3. razredu takratne 8-letne gimnazije, ko je Cvetana v našem razredu zbrala nekaj deklet za majhno četico katoliške akcije. S tem je Cvetana začela s svojim apostolskim delovanjem. Podala nam je vero drugače, kot smo slišali pri šolskem verouku, veliko bolj živo, prisrčno. Vodila nas je k mesečnim rekolekcijam, potem na Betnavo k katehistinjam. Ob prazniku Brezmadežne smo stopile v Marijino kongregacijo. V nekem privatnem stanovanju blizu stolnice smo imele sestanke. Cvetana, ki je bila od otroških let navajena, da so ob nedeljah hodili k maši, da so redno molili, se je po odločitvi svojega darovanja Bogu precej spremenila. Tudi domači, ki so bili skupaj z njo povsem običajni kristjani, so občudovali njeno predanost Gospodu. Cvetana je čutila, da besede niso dovolj, da so potrebna dejanja. Odkrivala je uboge v svoji okolici in dekleta nagovorila, da so zbirale pomoč zanje. Istočasno se je zavedala, da marsikaj dolguje svojim staršem. V svoj dnevnik je v letih po vojni zapisala. Mislim, Gospod, da si mi v mladosti največ dal po starših. Že kot majhnemu otroku nam je bilo najstrožje prepovedano odtrgati kak sad sadnega drevesa in tega nisem nikoli storila. Čeprav smo 20 let preživeli sredi sadovnjakov, hodili smo mimo dozorevajočega sadja brez želje po njem. Spominjam se, da smo hodili neprestano skozi drevored višen, prav sladkih. In za nas, šolarje, spomladi zelo zapeljivih. A nikdar nisem niti ene utrgala. Otroci smo smeli čitati samo svojim letom primerne knjige. Vsako nedeljo je odšla vsa družina v naravo. Začetek 2. svetovne vojne v Evropi leta 1939 pri nas ni prinesel večjih sprememb. Ko pa so Nemci zasedli naše kraje, so se razmere zaostrile. Cvetana je bila v 8. razredu klasične gimnazije odlična, ni pa mogla opraviti mature. Po vojni so ji prav na podlagi spričevala priznali tudi maturo. Nemci so Priolovo družino že leta 1941 izselili v bližino Gradca. Oče je dobil službo na neki kmetijski šoli, družina pa je bivala v hiši bližnjega sadjarskega posestva. Cvetana se je želela vpisati na glasbeno akademijo v Gradcu, a to ni bilo mogoče, ker je bila Slovenka. Zato je nadaljevala študijem klavirja. Jeseni leta 1944 so jo, kot druge študentke njenih let, poslali na prisilno delo v tovarno tankov. Delati so morali v izredno težkih razmerah po 12 ur na dan. Stanovali so v zasilnih barakah ob tovarni. Utrinek iz tega časa je vpisala tudi v svoj dnevnik. Bilo je oktobrsko jutro, leto 1944. V Kapfenbergu se je usipalo na tisoče delavcev skozi glavni vhod v tovarno. Reke ljudi so se valile k posameznim halam, ki so jih požirale. Bili so ljudje najrazličnejših jezikov in dežel. Od malih Sibircev, rumenopoltih vojakov z kitajske meje, pa do Sicilijancev in kmetov s Pirenejev. Vse je moralo služiti nemškemu kolesu. Vojni ujetniki z vseh koncev sveta, postrojeni v čete.
Trudno so vlekli po mokrih tleh noge, ovite v cunje. Morda bi obležali sredi ceste, če ne bi za njimi korakal vojak z nasajenim bajonetom. Tako so korakali kot mrtvi stroji. Tudi Cvetana je bila del te množice. Dekleta so opravljala lažja dela na tankih, ki so bili že skoraj končani. Razmere pa so bile za vse delavce enake. Pozneje je v dnevniku opisala primer izmučenega francoskega fanta. Težaško delo, ki mu je bil le s težavo kos, se je pri njem spremenilo v molitev. Vsaka kretnja, vsak gib, tudi izraz na njegovem obrazu. Naenkrat je začutila, da ne dela on, ampak da dela v njem Kristus. Nacisti so vrgli Kristusa iz javnega življenja in zdaj je živo začutila njegovo prisotnost med tanki in kupi na pol obdelanega železja. Tudi drugi v tovarni so neznansko težo dela in trpljenja zmogli prenašati, ker je z njimi delal in trpel Kristus. Težaško delo v tovarniških halah, vlaga in mraz v baraki. Zaradi vsega tega je Cvetana težko zbolela, dobila je hudo angino. Čeprav se je pozneje za silo pozdravila, je posledice bolezni nosila vse življenje. Spomladi leta 1945 je bilo jasno, da je Nemčija poražena in bo vojne kmalu konec. V začetku maja se je družina srečno vrnila v Maribor. Nove oblastnike, ki so potrebovali usposobljene ljudi, vera vsaj na začetku ni motila. Cvetana je takoj prevzela honorarno službo učiteljice na glasbeni šoli. Učila je klavir in glasbeno teorijo ter vodila mladinski oziroma dekliški pevski zbor. Tudi oče Josip je znova prevzel vodenje vinarske in sadjarske šole. Bil je tudi načelnik mestnega kmetijskega oddelka. Že oktobra je zaživel nov znanstveni inštitut za sadjarstvo, ravnatelj pa je postal Josip. Tam je ostal do upokojitve, a tudi pozneje ostal neločljivo povezan z njim vse do svoje smrti. V Gradcu Cvetane niso sprejeli na akademijo, zato je jeseni 1945 poskusila v Ljubljani. Sprejeli so jo in čeprav je imela težave z zdravjem, je dokaj redno delala izpite. Poleg tega je vodila mešani učiteljski zbor. Kot navaja njen duhovni voditelj, pater Jakob Lavra, je stanovala pri mamini sestrični, kjer je bival tudi Nikolaj Pirnat, takrat profesor risanja na likovni akademiji. Z njim je večkrat debatirala o verskih vprašanjih in ga skušala spreobrniti. To je bil čas, ko je Cvetana začela spoznavati, da glasba ni končni cilj njenega življenja. Resno je razmišljala o delu v misijonih. V začetku leta 1947 je na prvih straneh svojega dnevnika zapisala: Ne bi hotela pisati svojih misli, a naj bodo vsaj spomin na sedanje dni, ko nastopam novo življenjsko pot. Ne morem reči besed, tako ubogih in nezadostnih, v molku in tišini, v neizrekljivem miru preživljam te dni. Saj sem kot popotnik, ki je po polnih 8 letih čakanja in tavanja našel pot domov in dospel do odprtih vrat svojega doma. S Hickensom naj sklenem: Le Bog in jaz veva, kaj mi polni srce. Cvetana je pri tem mislila pomlad 1939, ko se je v kapeli Svetega križa v mariborski stolnici odločila, da bo živela za Boga. Pot, po kateri naj bi šla, pa še ni bila jasna. Misijoni, to je bil čas negotovosti. Tudi pri študiju ni šlo vse gladko. Občutek utrujenosti je bil vse pogostejši. Začela se je spraševati, ali je smiselno, da nadaljuje študijem glasbe. V tednu pred cvetno nedeljo 1947 je bila prvič na duhovnih vajah, na katerih je začrtala nekatere smernice nadaljnega življenja. Moje prve duhovne vaje v življenju, in to pol zaprte. Dnevi polni miru,
molitve, milosti, dnevi polni Boga. Dobila sem v njih moči za vse bodoče življenje in neizmerno sem Bogu hvaležna za to. Osnovni namen? V vsem iskati Božjo voljo in Božjo slavo. Svoje življenje z vsem, kar sem, ponovno izročam v dar za duše. Na duhovnih vajah je sprejela več sklepov. Uredila si je dnevni red, vanj uvrstila dnevno mašo z obhajilom, premišljevanje, molitev. Glede študija je sklenila, da bo glasba podrejena njenemu pravemu cilju in poklicu. Odrekla se je vsem zunanjim uspehom. Iskala bo možnost praktičnega dela oziroma študija. Odločila se je za mesečno duhovno obnovo. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Takoj po duhovnih vajah je Cvetana Priol zbolela za pljučnico in dobila še vnetje rebrne mrene. Veliko noč je pričakala priklenjena na posteljo. Prvič je zrla smrti v oči. Začela je spoznavati, da morda le ni poklicana za delo v misijonih in da bosta njen način darovanja Bogu predvsem v bolezni, trpljenju in molitvi. Minili so prvi tedni v bolniški postelji. Ko je zmogla na pot, se je vrnila domov v Maribor. Obležala je še 2 meseca in ko si je nekoliko opomogla, je šla v poletnih tednih v planine na Koprivnik nad Bohinjem. Z njo je šlo še nekaj deklet. Tam so oblikovali načrt, kako bi začele s pastoralnim delom v župnijah, predvsem pri katehezi otrok in mladine. Jeseni leta 1947 se je Cvetana vrnila v Ljubljano in nadaljevala študijem, čeprav je bila zdaj prepričana, da to ni njen glavni poklic. Ostala je povezana z dekleti, ki jih je zbrala na Koprivniku. Pomagala jim je z nasveti, pismi. Tudi študijem je mislila resno in dobro izkoristila čas, ki ga je imela. Njene načrte je spet prekinila bolezen, ki se je po 1,5 leta vrnila v novi obliki. Tokrat je zdravnik ugotovil tuberkulozo. Prekinila je študij in odšla v zdravilišče v Topolšico, kjer je bila operirana. Pričakovala je, da bo okrevanje trajalo nekaj tednov, a se je podaljšalo na več kot pol leta. V tolažbo ji je bilo, da jo je večkrat obiskal pater Laura, ki ga je v svojem dnevniku imenovala oče in ji prinesel obhajilo. 16. junija so me operirali in ostala sem pogumna vse dolge dni. Polno najhujših telesnih bolečin in noči brez spanja. V 7 mesecih Topolšice sem spoznala, kaj se pravi ležati mesece in mesece osamel, ko sta duša in telo zmučena od neprestanih bolečin. Molila sem in še molim za vse, ki so mi bili tam blizu. Za zdravnike in bolnike. A vem, videla sem tam, da je življenje brez vere uničenje in poguba. Nevernim ljudem se zdi v njihovem strašnem trpljenju smrt in samomor rešitev. Toda zaupam, da bodo tudi oni nekoč našli pot pod križ, saj je tudi njihovo trpljenje Božje. Sedaj sem 2 tedna doma, a se mi zdi, da sem povezana še vedno z vsemi množicami bolnikov, še vedno sem ena od njih in ne vem, kdaj bom ozdravela. Če sploh bom. Pred koncem leta 1948 je bila prepričana, da bo lahko nadaljevala študij na Akademiji v Ljubljani. Čas domače oskrbe in nadaljnjega okrevanja je izkoristila za glasbeni pouk deklet, ki so prihajale k njej na dom. Učila jih je igranja na klavir in harmonij, nekatere so bile pozneje organistke. Znova se je posvetila dekletom, ki so se pripravljale na delo katehistin in župnijskih pomočnic. To bi želela biti tudi sama.
A po nekaj mesecih se je znova oglasila tuberkuloza. Tokrat se je preselila na kosti. Vzporedno s trpljenjem je šla tudi skozi številne duhovne preizkušnje, a je bila hvaležna tudi zanje. Velikokrat je pomislila na tisto jutro, ko se je spomladi leta 1939 v mariborski stolnici darovala Bogu. Še ene daritve se spomnim. 29. aprila, bilo je leto 1949, na petek zjutraj, v stolnici, v Križevi kapeli. Mami je tisto jutro dala velik šop belega španskega bezga s seboj za v cerkev, ni vedela zakaj. S polnim naročjem belega cvetja sem pred obhajilom obnovila svojo obljubo in se zavezala k pokorščini do cerkve in v službi njej. Popoldne sem to storila še enkrat. Gospod, ti živiš vse čase v svoji cerkvi, v svojih duhovnikih. Po njih smo te spoznali. Po njih te vedno najdemo v tabernaklju in na oltarjih naših cerkva. Jezus, glej, jaz sem otrok cerkve. Za njo se ti v prvi vrsti darujem. Za našega škofa in za duhovnike. Naj bom tvoja mala žrtev, ki se bo použila za cerkev, za svetost duhovnikov. Če sama ne morem biti tvoj duhovnik, naj bo moje življenje vsaj dar zanje, da bodo privedli tisoče in tisoče duš k tebi. Kljub trpljenju je ohranjala vedrino, stike s tistimi, ki so ji bili duhovno blizu, upoštevala nasvete duhovnega voditelja patra Laure. Še naprej se je posvečala svojim sestricam, kot je imenovala dekleta, ki so se pripravljale na delo po župnijah. Te so ji zaupale in jo imele rade zaradi njene preprostosti, vedrine, značaja in duhovne globine. Psiholog Anton Trstenjak je v tistem času prek njene pisave na dokaj zanimiv način opisal njen značaj. O tem je Cvetana zapisala. Našla sem listek z opisom moje pisave, ki jo je lani presodil profesor Trstenjak, ki me sicer ne pozna. Sem unikla pisava, zelo izobražena oseba, zelo naravna, že dozorela. Močna osebnost, v trpkosti življenja, čeprav telesno občutljiva, moža bi zelo zadovoljila, ima razvit gospodinjski čut in je za gospodinjsko delo zelo uporabna, čeprav bi mogoče to skrivala. Osebno skromna, ima zelo močno voljo, je zelo delavna, požrtvovalna, zelo družabna in živahna. Moj Jezus, in vse to naj bo v tvojo čast, saj je vse tvoje. Kostna tuberkuloza je poškodovala kosti v kolku in načela desno koleno. Po 20 mesecih popolnega mirovanja in ležanja na hrbtu, od tega 6 mesecev v mavcu, je Cvetana izvedela, da se stanje ni prav nič izboljšalo, ne ustavilo. Doma so lepo skrbeli zanjo, včasih je dobila občutek, da preveč. Je pa ob vsem tem spoznavala, da je njeno poslanstvo v sprejemanju trpljenja in darovanju za druge, za Gospoda. Jezus me je vodil in niti enkrat mi še ni bilo žal, da sem se izročila njegovi ljubezni. Samo to si še želim, da bi prišla do uresničenja svoje volje, da bi bilo moje srce čisto in do konca njegovo, da bom tako resnično darovana. Dosegla sem svoj poklic misijonarke. Postala sem misijonarka s trpljenjem, misijonarka na bolniški postelji. Srečna sem in molim, iskal si me, Gospod, pred mnogimi leti in klical si me že v mladosti. Izbral si otroka zase in ga vodil skozi jasnine in temo, srečo in dvome. Po dolgih letih si mi pokazal sedanji moj cilj
in moj poklic. Ti brezmejna modrost, ki vodiš naše življenje, ohrani nam vodnike. Ti si nam jih dal, da nas vodijo vedno bliže k tebi. Blagoslavljaj in ohranjaj svoje nevestice, da bomo vedno bolj tvoja lastnina, da bomo pozabljale na sebe in imele le eno samo željo in voljo. V sreči in trpljenju živeti in služiti le tebi, svojemu Gospodu. Avgusta leta 1951 je Cvetana Priol odšla na zdravljenje v Rovinj. Ne tako kot običajno potujemo, ampak na bolniški postelji. Z rešilnim vozilom na postajo in naprej z vlakom. Kot navaja pater Jakob Lavra, je v zdravilišču za bolnike s kostnimi težavami preležala 19 mesecev. V tem času je zaradi različnih posegov veliko pretrpela. Obenem so bili to meseci izjemne duhovne višine. Srečevala je bolnike in bolnice različnih narodnosti in ver, tudi neverne, otroke, sestre in zdravnike, snažilke, druge zaposlene. Mnogi so se ji zaupali. Vrnila jim je upanje, lajšala trpljenje, pomagala, da so odkrili smisel življenja. Vse pa je v molitvi priporočala svojemu Gospodu. Poslušala je pesmi in sama prepevala, vodila tečaje nemščine na balkonu zdravilišča, a tudi zanjo so bili včasih dnevi in tedni zelo težki. Zadnji mesec, ko so bile bolečine tako hude, so se jim pridružile še duhovne borbe. Nerazpoloženost, onemoglost. Nisem mogla prenašati drugih, pa tudi sama sebe ne. Zlovoljnost in brezupnost sta me kar zmagovali. Edini žarek tiste mesece mi je prinašala očetova pošta. Bilo mi je strašno. Od duševne muke tudi po cele dneve nisem mogla niti govoriti. Bila sem do kraja brez moči. V tej stiski me je potolažil evharistični Jezus, kot le on to zna. Na prav preprost način. Ko smo pred obhajilom molili Gospod, nisem vreden, je duhovnik tretjič namesto tega rekel, ali pa sem le jaz tako slišala. Telo Gospoda našega Jezusa Kristusa naj varuje tvojo dušo za večno življenje. Torej ne nevrednost, ampak varstvo moje duše za večnost, sem se zavedla. Kot da je novo življenje objelo dušo. Poslušate podcast Radia Ognišče. Cvetana Priol se je marca 1953 vrnila iz zdravilišča v Rovinju. Prve mesece je hodila z berglami, kmalu je zmogla tudi pot do stolnice. Maja je dobila prve učenke, ki so prihajale k njej na dom. Učila jih je vse, kar je bilo potrebno, od glasbene teorije naprej. Vsaj na začetku so bile ure učenja zanjo zelo naporne, veliko je morala počivati. Je pa delo z mladimi prinašalo veliko veselja. Obenem je začela znova vaditi klavir in se učiti zahtevnejše skladbe. Pridejo dnevi, ko se mi ves pogum zruši. Kadar me po kakem potu iz mesta zelo boli koleno. Ko se komaj privlečem domov in se molče za nekaj ur spravim v posteljo. In se mi zazdi, da je vse izgubljeno. Ali ne bom nekega dne prišla domov, legla in ne bom več mogla vstati? Tako kot pred 4 leti. Ne bom več mogla v cerkev. Zdi se mi, da mi pota v cerkev, kratki, morda minuto dolgi obiski pred tabernakljem, 2 do 3 obhajila tedensko, dajejo edino moč, da ne utonem v malodušju. In enourna vsakodnevna meditacija Jezusovega življenja, brez katere ne bi mogla več živeti.
Tako velika duševna potreba mi je. V začetku decembra leta 1953 je Cvetana znova zbolela. Dobila je vnetje rebrne mrene. Do marca je ostala na slivniškem Pohorju. Po vrnitvi domov je nadaljevala z vzgojnim glasbenim delom. Dobri 2 leti je poučevala na domu, v letu 1956 pa je dobila redno službo v Srednji glasbeni šoli Maribor. Kot navaja njen duhovni voditelj, pater Jakob Lavra, je v tem času z zanimanjem spremljala dogajanje v cerkvi, saj je bil to čas priprave in poteka drugega Vatikanskega koncila. Spremljala ga je z molitvijo in darovanjem svojega trpljenja. Prepričana je bila, da se začenja nova doba krščanstva. Navdušena je bila nad uvajanjem slovenskega jezika v bogoslužje, ki je nadomestil latinščino, nad somaševanjem. O velikem tednu 1965 je zapisala: Na veliki četrtek sem igrala v kapeli in bila pri sveti uri, na veliki petek in na veliko soboto pri obredih v stolnici. Bilo je zelo lepo. Bogoslužje me je zelo prevzelo. To je živi, skrivnostni Kristus, ki danes živi v nas in v cerkvi. Hočem biti tvoja priča, Gospod. Priča tvoje večne prisotnosti v cerkvi. Daj, da bo moje srce veliko, kot je velik svet in kot so velike potrebe duš. S svojim ubogim in sebičnim srcem ne morem nič. A z Marijinim in tvojim srcem zmorem vse. Aleluja. Preizkušena v bolezni in trpljenju je Cvetana Priol, potem ko je spet lahko živela in delala med ljudmi, večkrat obnavljala dobre sklepe. V duhovnem življenju si je prizadevala za razna premagovanja, redno meditacijo, branje svetega pisma, odpoved televiziji, načrtno branje duhovne literature v tujih jezikih. Tudi igranje klavirja je uvrstila med dela, s katerimi je krepila voljo. Začela je pisati pesmi, krajše meditacije in zgodbe. Med drugim tudi o Nikolaju Pirnatu in njegovi zadnji uri. Načrtno je želela narediti kaj dobrega za cerkev, obiskovala je bolne. Tudi v službi se je trudila, da bi vsem prinašala vedrino, jim dajala najboljše, kar ima. Pred koncem leta 1964 je zapisala: Sveta noč. Božični prazniki so za nami. 23. decembra smo imeli v šoli nastop. 10 mojih učencev je nastopilo. Za sveti večer sem imela zjutraj 20 minut časa za meditacijo v cerkvi. O, najlepši trenutki dneva. Potem tišina. Nato ves dan pouk do večera. Zvečer maša. Doma jaslice. Prvič jih letos nisem jaz delala, ampak mama. Na Božič zjutraj pri mladinski maši, takoj nato v šolo, popoldne v kapeli. Želim si enkrat v miru moliti pred tistimi čudovitimi jaslicami v kapeli. Vse dni okrog Božiča razmišljam, kako bi mogla bolje služiti Bogu v ljudeh. Zdi se mi, da sem še vedno na začetni poti. Hrepenim po detetu, namesto da bi ga videla in našla v hostiji in v ljudeh. Služiti mu moram v ljudeh, v svojih otrocih, ki od mene pričakujejo najlepših pravljic za ta čas. Zato si jih izmišljam zanje. Vse pa so prežete z ljubeznijo do bližnjega. Služiti mu hočem v učencih, ki si žele lepih skladb in tople besede od mene. Na vzgojiteljskem sestanku sem imela lepo tehtno predavanje staršem. V kolektivu hočem prinašati veselje kolegom. Bolezen se ni umirila. Hoja je delala precej težav. Večkrat je imela vneto grlo. Poleti 1965 je šla za nekaj mesecev spet v Rovinj, da se je septembra lahko vrnila v glasbeno šolo. Spet je lahko nekaj let učila,
V začetku leta 1968 pa se je znova pojavila tuberkuloza. Najprej so jo poslali na Slivniško Pohorje, nato v mariborsko bolnišnico. Na pepelnično sredo sem bila operirana na ginekologiji v Mariboru. Na prvo soboto sem zvedela za histološki izvid TBC na maternici. Tako se je zame znova začelo novo obdobje dolgotrajnega zdravljenja. Sinoči, v nedeljo zvečer, sem našim ženam zapela v slovo Samo en cvet, Kajuhovo pesem, eno mojih najdražjih. Nato pa so prišle žene iz drugih sob in smo pol ure prepevale narodne pesmi. O, Gospod, daj mi, da bom za ljudi cvet, utrgan iz raja. Daj, da bom ljudem spomin na tvojo dobroto. Daj, da bo moja pesem prinašala nekaj tvojega miru izmučenim. Novi meseci v bolnišnici so bili znamenje, da bo preostali del zemeljskega življenja znova priložnost za darovanje trpljenja. Cvetana se je za nekaj časa vrnila v glasbeno šolo, a pojavile so se tudi težave z ravnotežjem in sluhom. Bila je ob očetu, ko je 21. maja leta 1969 umrl. V jeseni je znova poskušala učiti v glasbeni šoli, a ni šlo, zato se je sredi oktobra invalidsko upokojila. Potem je spet na domu učila dekleta igranja na harmoniji in jih vzgajala za cerkvene organistke. Veliko svojega časa je namenjala bolnikom in pisala, jih opogumljala. Kot navaja pater Laura, je sodelovala tudi pri oddaji Vatikanskega radia za bolnike. Njen zadnji zapis v dnevniku se konča takole. Kako se veselim, ko te bom prvič v življenju zagledala v vsej lepoti in dobroti in svetosti. Toliko let živim v tebi in ti v meni. Koliko nežnosti mi daješ čutiti, čeprav te ne vidim. Toda saj te gledam, v veri prikritega v cerkvi. Kakšno veselje, ko se nekoč dvigne zastor z naših oči in se zagledamo v vsej resničnosti, polni Božje milosti in svetosti. Mati, kako ti bom tedaj plenila v objem in moje sreče ne bo konca. Tedaj mi bo vse jasno. Zadnja bolezen, ki se je končala s smrtjo, jo je obiskala februarja 1973. Začela se je z vnetjem želodčne sluznice. Cvetana Priol je umrla v sluhu svetosti v jutru 11. avgusta leta 1973 v bolnišnici v Mariboru. Pokopana je na Pobreškem pokopališču. Kongregacija za zadeve svetnikov je nadškofu Francu Krambergerju marca 2003 sporočila, da se lahko začne postopek za njeno beatifikacijo. In ta se je tudi začel. Oddajo o božji služabnici Cvetani Priol je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Merljak in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.